Ritem srca 2025 in, gospe in gospodje, Jakob Čuk. In tule zdaj v našem televizijskem studiu lepo pozdravljam oba izvajalca skladbe Obrni in avtorja skladbe Obrni. Pa smo, mislim, da kar prav obrnjeni in vem, da ne gre za dobesedno obračanje, ampak za tisto, kar lahko človek spremeni v sebi, si mislim, ali kar lahko Gospod spremeni na naših poteh. Prav lep dober dan, lep pozdrav Jakobu Čuku in Nejcu Podobniku. Živjo. Živa. Skladba, ki jo predstavljamo, Nejc, je tvoja, povej, a je nastala prav za festival ali je ena tistih tvojih, ki nastajajo iz dneva v dan, kar cvete na tvoji glasbeni nivi? Ja, jaz bi rekel, da je nastala v enem obdobju, ko sem v obdobju potem, ko sem spoznal Boga osebno. In takrat se je začela moja ustvarjalnost. Želel sem z glasbo tudi povedati, koliko se mi zdi Bog mogočen in čudovit in velik. In to je ena od tistih skladb. Tole je krasna istočnica, ko sem spoznal Boga osebno, kar pomeni, da si ga poznal že prej, ampak osebno pa pozneje v zreli dobi, ali je pesem še iz mladih let? Ja, jaz bi rekel, da sem ga prej, tako kot skladba govori, klical po imenu, klical sem ga učitelj, klical sem ga prijatelj, nisem pa zares vedel, kaj to pomeni, ali pa sem te besede uporabljal v enem takem smislu spodobnosti, ali pa sem zato, ker si s tem že seznanjen. Potem se mi pa zgodil ta preobrat, da sem dejansko začel tudi osebno čutiti, kaj pa dejansko pomeni, da je Jezus moj prijatelj, da je on moj učitelj. In takrat je ta skladba tudi nastala kot en pogled nazaj v prejšnji čas in pa tudi, kako se mi zdi, da mi ta skladba tudi lahko spregovori danes. Torej ga še vedno kličeš prijatelj in učitelj, le da zdaj dobro veš, kaj to pomeni, čeprav razumem. Tako, se učim, kaj to pomeni. In dobiti skladbo, ki ima tako ozadje, ki ima take korenine, Jakob, potem se mi lahko zdi kar odgovorna reč to prenesti poslušalcem. Sta se vidva pogovorila o tem, o čemer zdaj govorimo mi? Ja, v bistvu malce se tudi pogovarjala o vsebini in ko sem se vozil pa v avtu poslušal pesem, prav razmišljal, kako v bistvu mene nagovarja. Seveda vsaka pesem vsakega malo drugače, Nejc ima v bistvu kot avtor svojo izkušnjo. Jaz pa sem nekako videl pesem mogoče tudi kot en tak moment v življenju, ko se odločiš, da boš nekaj naredil. Vemo, so stvari, za katere rabimo precej poguma pa vztrajnosti, da se jih lotimo. Dlje časa mogoče že vemo, da niso v redu, pa bi radi nekaj spremenili. In to je mogoče tisti moment, ko obrneš stvar, se odločiš, danes bom pa nekaj spremenil, ampak v bistvu ugotoviš, kaj ti je manjkalo. Manjkala ti je pomoč. In to je tisti trenutek, ko zbereš pogum in prosiš Boga za pomoč, naj ti pomaga in od takrat naprej obrneš stvari. Mi v teh naših kratkih pogovorih spoznavamo izvajalce. Tule ne moremo igrati slepih miši. Jakob, mi se poznamo, si radijski sodelavec na samem festivalu Ritem srca, si zdaj že nekaj časa tudi spremljevalni vokal, pa v ozadju marsikaj zraven. A je težko stopiti zdaj iz sence v svetlobo luči nastopajočih? Ja, vsekakor je en poseben izziv, mogoče je zadej v drugi vrsti, če temu tako rečem, mogoče malo bolj varno. In ko stopaš tja čist naprej, vidiš pred sabo mogoče luči in temo in ogromno ljudi, definitivno je drugače, bolj zahtevno, po drugi strani pa tudi ena posebna čast, seveda. Kako Nejc gledaš na festivale Ritem srca? Meni je super, zelo mi je lepo gledati, kako raste vsako leto. Zelo mi je všeč tudi s kakšno strastjo Andrej in cela ekipa to dela in sem velik ljubitelj tega festivala. Vem, da sicer ustvarjaš tudi na ostalih glasbenih področjih, da si bil tudi sam soavtor različnih skladb na različnih festivalih. Z bratom sta bila tudi v duetu nastopajoča na, lahko rečemo, največjem festivalu zabavne glasbe pri nas. Se da kaj primerjati ta naš oder, ki je po eni strani slavilni, s tistim drugim, ki je zelo televizijski in šov oder? Nastop tam, nastop tu, en tak festival proti eni slovenski popevki. Ja, težko rečem, ker je res slovenska popevka z mojega stališča kot ne zelo zrelega izvajalca, je bila tak surrealen dogodek. Ja. In tukaj pa dejansko bi rekel, da Ritem srca ima v ospredju slavljenje Boga in to se mi zdi v vsakem primeru zmaga, če to delamo z iskrenim srcem. Se mi zdi, da ni boljše stvari od tega. Za tak festival, za nastop na takem odru, Jakob, prav pridejo tudi kakšne izkušnje. Katere tvoje doslej se ti zdi biti lahko pri tem nastopu, ki je zdaj pred teboj v mesecu maju, najbolj pomagale? Najbolj seveda izkušnje na preteklih festivalih, kjer se sicer izvajajo pesmi, ki so že znane, ne svoje avtorske oziroma nove.
pa tudi recimo nastop na gala koncertu Radio Ognjišče, večji odri. Večji odri, ki jih je že nekaj, Dobrote, za teboj recimo. tudi. Ampak tam je marsikaj drugače od samega festivala. Ti boš pa zdaj spet, čeprav razumem, spet v dveh vlogah. V skupini, ki bo pomagala ostalim pevcem peti, torej med spremljevalnimi vokali in v Tako, ja. solo tako. izvedbi. Ja. Se veseliš tega dne? Ja, zelo, zelo. Je še nekaj dela, do takrat moramo še kar veliko vaditi, ampak gre lepo. No, avtorji niso nujno prisotni, nejca prideš. Pridem. Krasno, torej bo festival Ritem srca 2025 tudi vajen. Bo. Kaj pa sicer, nejc ustvarjaš, kje si trenutno najbolj zares svojo glasbeno glavo? Najbolj sem v bistvu v glasbeni hiši Čonce. Tam se mi zdi, da se učim, kako lahko glasba tudi ozdravlja ene družbene stvari in kako lahko zdaj to vizijo tudi živimo v resničnem življenju. Poleg tega pa tudi ustvarjam, ampak je mogoče še malo skrito, pa mogoče kakšno besedo več o tem tudi v prihodnosti. Dan, ko bom tudi jaz imel stvari jasno razdelane. Torej pripravljeni za to, da gredo v svet, če prav razumem. tako. Ja, lepa misel, za konec pa končajmo z eno mislijo, ki naj bo povzetek besedila skladbe Obrni. Jakob, samo v eni misli nagovori zdaj poslušalce s tistim, kar skladba prinaša. Jaz bi rekel samo enostavno, ne se bat tega trenutka, ki ga v bistvu ves čas iščemo, zberite pogum in se odločite za tisto, kar sem prej omenjal, za moment, ko stvari obrnete v pravo smer. Nejc, pa še tvoja misel s tako istočnico? Ja, jaz bi rekel, da je ta skladba Obrni moje življenje na glavo, da naj jo vsak poje na lastno odgovornost. Čeprav se mi zdi, dragi vsi, ki nas gledate in poslušate, da večina ob misli, joj, življenje imam obrnjeno na glavo, pomisli na kaj takega, kar ni ravno dobro, ampak Gospod življenje obrne tako, da je krasno biti na glavo, pa če tudi nisi Klemen na Eurosongu. Hvala, ker ste bili z nami, hvala obema za ta pogovor, uspešno in vse dobro na Ritmu srca 2025, Nejcu Podobniku in Jakobu Čuku. Hvala. Hvala. Srečno.